Dam besedo kolegici Tanji Šumrada. Ona je že produkt neke nove šole, multidisciplinarka per se, biologinja, agronomka, agrarna ekonomistka, v bistvu pa velika naravovarstvenica. Njen referat se dotika tega tretjega področja, kot je predstavil že Luka. Gre za iskanje alternativ pri diverzifikaciji. In Tanja, izvoli. Ja, najlepša hvala. S čim grem pa naprej? Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Jaz sem bila v bistvu, ko ste me Emil pa Ilona povabila oziroma tako kar malo zadolžila, da pripravim tole predstavitev, sem se v bistvu teme pravzaprav precej razveselila. To pa zato, ker ko se pogovarjamo o ohranjanju biodiverzitete pa varstvu okolja v kmetijstvu, se ponavadi pogovarjamo o ukrepih, posledično o omejitvah, pa različnim usmerjanju pridelave in tako naprej. Bistveno manj ali pa redkeje, pa bi se morali, se pa v bistvu pogovarjamo o drugi plati tega istega vprašanja. To je pa v različnih priložnostih, ki jih recimo kmetijam prinaša to vedno večje družbeno zanimanje ali pa senzibilnost do varstva okolja. In temu je nekako namenjen tudi ta moj referat. Zdaj vemo, da so kmetije, hvala, to mi je v pomoč. Zdaj vemo, da so kmetije velike v bistvu uporabnice različnih ekosistemskih storitev ekosistemskih storitev, ki jih pač kmetijski in drugi ekosistemi na podeželju nudijo. Po drugi strani pa so svojim delovanjem, zlasti če je to trajnostno, tudi nekako podpornice nudenja ekosistemskih storitev širši družbi. Ena stvar, ki poleg same pridelave hrane in surovin, recimo taka zelo tipična, ki jo radi unovčimo na podeželju, so kulturne storitve, se pravi ohranjanje neke lepe tradicionalne krajine, ki je pač iz nekih razlogov visoko družbeno cenjena, recimo tudi miru na podeželju, neke naravnih lepot in tako naprej. Po drugi strani kmetijstvo, recimo, če je usmerjeno na nek ustrezen način, podpira tudi različne regulatorne ekosistemske storitve. Recimo, tipičen primer je neko usmerjeno upravljanje z zemljišči, gorvodno od vodnih zajetij, ali pa neko upravljanje z zemljišči, recimo, ki prispevajo k upravljanju z vodami, tudi recimo upravljanje z zemljišči za doseganje nekih naravovarstvenih ciljev in tako naprej. Se pravi, to vse so neke storitve, ki jih kmetijstvo upravlja ali pa lahko upravlja. Težava pa je, da so pogosto pač samo deloma ovrednotene na trgu ali pa sploh ne. In naš izziv tukaj je predvsem, kako po eni strani preko javnih intervencij, ampak o tem bomo govorili danes, kako predvsem preko nekih tržnih mehanizmov te stvari ovrednotiti, oziroma kako nekim proizvodom, nekim storitvam, v bistvu, če uporabim besedo, ki jo je prej Luka uporabil, torej dodamo neko vrednost. Zdaj, možnosti, kako se te okoljske storitve lahko trži, je več. Jaz bom pokazala pač nekaj primerov. Eno so, če začnemo, so različne certifikacijske sheme. Zeleni list, ekološko kmetijstvo je pač najbolj znan verjetno sistem, v bistvu javni sistem, ki nekako ima vgrajene neka pravila, da ko potrošnik kupim te proizvode, vem, da pač je bil proizveden na okolju prijazen način. Z vidika biodiverzitete mogoče ekološko kmetijstvo malo manj morda močno,
Ampak obstajajo tudi različne, recimo, privatne sheme, ne. Tukaj imamo recimo en primer iz Velike Britanije, Fair to Nature, ki v bistvu zagotavlja potrošnikom, da je hrana, ali pa surovina, ki je bila proizvedena v okviru tega sistema, je na teh kmetijah najmanj nekje 10% proizvodnih površin namenjenih neposredno ohranjanju biodiverzitete. In ta shema recimo mi je zelo všeč, zato ker se v bistvu ne ustavi na nivoju primarnih pridelovalcev, ampak se v bistvu kot privatna shema zelo v bistvu trudijo, da povežejo celo verigo, ne. Se pravi, v to shemo je vključena tudi živilska industrija, vse do trgovskih verig, a ne. Se pravi, da ti pripelješ v bistvu surovino oziroma spodbujaš kmete ne samo z nekim znakcem, ampak s tem, da dejansko, glejte, če vi pridete v to shemo, vas potegnemo noter v bistvu sistem, ne. Druga zadeva je trženje z uporabo recimo nekih karizmatičnih vrst, nekih posebnih območij in podobno. Se pravi, to lahko poteka bodisi individualno, bodisi lahko tudi kolektivno. Tule imam en primer iz Nizozemske, gre za sir oziroma mlečne izdelke iz več velikih nizozemskih kmetij, ki sodelujejo v ukrepih za ohranjanje travniških vrst ptic. In so se nekako odločili, ne, kot recimo, da to izkoristijo, to svojo dejavnost izkoristijo tudi kot tržno priložnost, s katero se pač diferencirajo na trgu. Bližje domu, recimo mlekarna Planika, trži, lahko rečemo, karizmatično vrsto, ki jo vsi poznamo, soško postrv, a ne, ki v bistvu nam kot potrošnikom nekaj pomeni, ne. Ali pa tretji primer, recimo trženje nekega območja, nekega recimo zavarovanega območja. Tukaj bi rekla definitivno v Sloveniji so verjetno najdlje pripeljali piranske soline, a ne, se pravi trženje soli iz Krajinskega parka Sečoveljske soline, ki ga tržijo kako, ne, se pravi, to je neka sol, ki je pridelana na tradicionalni način, ki je pridelana v zavarovanem območju, s tem, ko to kupujete slovensko, podpirate ohranjanje narave in tako naprej, a ne. Se pravi, to so vse te v bistvu elementi, ki jih lahko uporabimo. Tretji element, a ne, je pa trženje storitev. Se pravi, na kmetiji najbolj nam pride najprej na misel, ne, turistične kmetije, apiturizem in tako naprej, ki se zdaj razvija. In tukaj vsaka turistična kmetija, ki jo odprete, se trži z lepo pokrajino, z mirom, z ohranjeno naravo, z domačo hrano, ki je pridelana na okolju prijazno, a ne. Tako da to so vse recimo neke take storitve, ampak obstajajo pa seveda tudi druge. Recimo Emil je v uvodu omenil naravovarstvene kmetije, ne, se pravi, tudi v Sloveniji imamo recimo primere, ko kmet s svojo dejavnostjo recimo podpira delovanje zavarovanih območij, upravljanje naravnih rezervatov, se pravi, upravljanje nekih zemljišč na način, s katerim se dosega recimo neke vodovarstvene cilje, naravovarstvene cilje in tako naprej. Okej, toliko o tem, recimo, kaj so te možnosti ali pa priložnosti. Zdaj bi pa rada podala še nekaj misli, pa morda o pasteh trženja okoljskih storitev in po drugi strani potrebah, ki so s tem povezane, ne. Se pravi, kje v bistvu so težave, ki jih moramo nasloviti. Na prvo mesto nekako si ne morem pomagati, ampak tako je, a ne. In v okoljskih zgodbah je to res pomembno, ne glede na to, a je to kmetijstvo ali katerakoli druga panoga, je pač transparentnost ukrepanja, se pravi, da če imamo neko certifikacijsko shemo, če imamo, se pravi, da v bistvu dejansko počnemo to, kar oglašujemo, a ne. In po drugi strani, kar je en tak problem, ki se pogosto pojavi, a ne, se pravi, da vlagamo tudi nazaj, ne. Se pravi, če mi tržimo recimo neko karizmatično vrsto,
ali pa neko območje, je treba zagotoviti, da bomo to lahko počeli tudi vnaprej, ne. In tukaj je ta primer bele štorklje, ki jo imam tulele na fotografiji, a ne. Ne pozabiti na ptiča, a ne. Recimo v Evropi obstaja ena mreža, to zgodbo rada povem, ker se mi zdi zelo poučna. V Evropi obstaja ena mreža vasi belih štorkelj, ne. Tudi v Sloveniji jih imamo in to je bila v 90. in 80. letih razvita ideja, kjer so zbrali v bistvu naselje, ki ima pač v državi največje število gnezd belih štorkelj in to v bistvu izkoristijo kot neko turistično priložnost za razvoj, ne. Tudi v Sloveniji imamo vas belih štorkelj, to je Velika Polana v Prekmurju. In oni so dejansko kot občina začeli intenzivno v to vlagati, imate turistično ponudbo, imate park belih štorkelj, hotel belih štorkelj, dejansko pakete in tako naprej. Težava je bila, da sčasoma je bilo v vasi vedno manj belih štorkelj, ne. Zakaj? Zato, ker so v bistvu ker so vlagali na veliko v infrastrukturo, v razvoj produktov in tako naprej, pozabili pa, da če hoče ptiča komu pokazati, morajo pač ohranjati tudi tiste travnike, na katerem se ptič prehranjuje, če njega ne bo več, ne. Tako da to so mogoče en tak primer, no, na kaj pri takih stvareh vseeno ne smemo pozabiti, a ne. Velja v bistvu za trženje vseh teh storitev. Druga težava, ki je pogosto povezana z okoljskimi storitvami, je doseganje ekonomije obsega. Velikokrat je problem, da so to neke, recimo sploh v Sloveniji, pa tudi v tujini, no, da so to neke male zgodbe, recimo en kmet se loti, pa recimo ima potem neke male produkte ali pa imamo, ne vem, vosek v obliki medveda ali pa, ne vem, take zadeve, ne, to pač gospa prodaja na tržnici ob sobotah, ne, in to je sicer vedno luštno, ne, ampak jaz s tem pravim, da je to nekako na ravni promocije, ne, to ni zgodba, ki bi ustvarjala nek resen dohodkovni vzvod, nek resen dohodkovni element na sami kmetiji, ne. Zato je izredno pomembno, ne, da pri teh zadevah, da delamo na horizontalnem povezovanju proizvajalcev, se pravi, da je tega dovolj veliko, da lahko potem po eni strani sploh vložimo v zadevo in potem, če se prime, a ne, da lahko dejansko zadostimo povpraševanju. Tretji problem ali pa potreba, ne, je znanje, se pravi, razvoj ustreznih modelov kmetijske pridelave, ne. Tukaj imamo velikokrat problem, da govorimo o nekih tradicionalnih ekstenzivnih sistemih, ne, se pravi, če karikiram, košnja na roke, ne, ki jih pač danes sodobni kmetje enostavno ne želijo, nočejo povsem upravičeno več početi, ne. Se pravi, imamo sodobno tehnologijo, ampak potrebujemo neke sodobne modele kmetijske pridelave, ki te cilje še vedno v bistvu dosegajo, ne. In to je problem, ne. Tega nekako se mi zdi, se ogromno ukvarjamo tudi recimo na političnem nivoju z oblikovanjem kmetijsko-okoljskih ukrepov in variacij na temo. Bistveno manj se pa ukvarjamo s tem, v redu, ali recimo na nekem območju, recimo Natura 2000 območju ali pa zavarovanem območju, ali imamo dejansko razvite neke trajnostne poslovne modele, ki so se jih te kmetje, ljudje pripravljeni iti še naprej, ali v bistvu govorimo o nekih izumirajočih dobesedno praksah, ne, torej v bistvu starih ljudeh, ki to še kosijo nekako po tradiciji, ne, ni pa to več nekaj, kar bomo čez 15 let še videli, ne. In zdaj, kaj narediti, kakšne modele postaviti, kako stvari prestrukturirati, da bo to živelo še naprej, a ne, te stvari, tukaj imamo še zelo velike vrzeli. In četrta stvar, a ne, kar nekako me Emil ves čas opozarja in počasi se me je vendarle prijel, ne, so pa potrošniki, ne. Zadnji del te zgodbe in verige
In zelo preprosto vprašanje. Ne? Ponavadi, ko gledamo te uspešne primere, sploh v povezavi z biodiverziteto, to prihaja nekje iz Zahodne Evrope, kjer pač je kupna moč, kakršna je, ozaveščenost tudi kakršna je. Ne? In zdaj se vprašamo, so ljudje te stvari dejansko pripravljeni plačati, oziroma na kak način, bom rekla drugače, ne, na kak način jim moramo te stvari predstaviti, da bodo to dodano vrednost pripravljeni prepoznati in posledično tudi višje ovrednotiti. Ne. Tukaj spet mogoče to neka domača naloga tudi za nas raziskovalce, ne, ker v bistvu, če gledamo recimo slovenski trg, tudi v povezavi morda živilsko industrijo, ne bi rekla, da so recimo ta potencial prav zelo raziskana. Ne. Se pravi, kako slovenski potrošnik sploh vrednoti okolje v resnici, ne. Na kakšen način mu moramo to predstaviti, da ga bo bolje, ne. Ali morda, če smo ciniki, v resnici se to, kar se hrane tiče, v resnici ne prevaja, ne. To so stvari, recimo, ki mislim, da nas še čakajo. Priporočila, morda samo drugače povedano, to, kar sem napisano, to, kar sem prej razložila, se pravi, jaz mislim, te so nekako 4 točke, ki so zelo pomembne, če se zdaj pogovarjamo tako kot stroka ali pa kot odločevalci, kaj narediti, recimo v Sloveniji konkretno, če želimo trženje okoljskih storitev v slovenskem kmetijstvu okrepiti. Ne. Mislim, definitivno razvoj nekih okoljskih in ekonomsko vzdržnih modelov kmetijske pridelave, zelo konkretna na tem območju, za kakšne kmetije morajo proizvajati, na kakšen način, da bodo dosegale naravovarstvene cilje, okoljske cilje in da bojo hkrati socialno in ekonomsko vzdržne. Certifikacijske sheme, torej tako sheme recimo na nacionalni ravni, torej sheme kakovosti, ki bolj jasno vključujejo recimo okolje, ne. Spodbude za povezovanje in skupne naložbe proizvajalcev, katerih poslovni modeli temeljijo na trženju okoljskih storitev. Zdaj v teoriji je to možno, jaz mislim, pridobiti tudi v okviru programa razvoja podeželja tudi sedaj, če bi se za to odločili, ampak vemo, da je samo razpis odprt, v resnici ni dovolj, ne. Treba je delati na terenu, z ljudmi, imeti te priložnosti nekako v mislih, vedeti, zakaj se gre oziroma na kak način se lotiti, in to podpreti. Se pravi, v bistvu potrebujemo ne samo finančne spodbude, ampak tudi podporni sistem. Potrošniške raziskave sem pa že omenila. Tako da z moje strani hvala lepa za pozornost. Če bo kako vprašanje, pa z veseljem. Hvala. Končno se je bilo. Kakšen komentar? Ja, Gorazd, 1 kilometer za Celje, da. Moram reči eno stvar. Jaz bom moral predčasno iti, zato sem zdaj bolj aktiven v tej fazi. Prosim za razumevanje. Zdaj, jaz bi omenil samo eno stvar. Zelo velik poudarek je na razvoju majhnih kmetij. In mi v bistvu ves čas potiskamo kmete v tej smeri, da treba majhnim kmetijam zagotavljati investicije, mehanizacijo, vemo, nikoli ne bodo imeli ekonomije obsega, ne bo izrabljena. Dajmo razmišljati o tem, da je majhna kmetija tudi ena dobra ciljna skupina za te eko-okoljske storitve. Si pa slušal, Tanja. Povezane majhne kmetije, to je treba dodati. Ampak je res.